Program Teren je namenjen izdelavi 3D modelov terena. Vsebuje različna orodja, pa poglejmo enostaven primer izdelave terena. Narisal bom polyline v obliki spirale. Polyline je narisan z ločnimi segmenti, zato ima dokaj majhno število segmentov. Ravno te točke pa so potrebne za natančno izdelavo terena, zato bom najprej z ukazom teren segmentiral polyline na večje število delov. Naprimer 100, izberem polyline in poglejmo, kaj se je z njim zgodilo. Dobili smo 3D polyline, ki je sestavljen iz 100 segmentov. Zdaj se lahko postavimo v 3D pogled in razporedimo ta 3D polyline po višini. Zgornjo točko želim na 500 enotah. No, če želim, da je ravno druga točka na vrhu, ponovim ukaz s tem, da zamenjam parametre. In če želim, lahko naredim še 3D offset te 3D črte, 3D polylinea za 50 enot samo na eno stran. In dobim kot neko cesto, ki se vzpenja na hrib. Zdaj lahko izdelam teren s triangulacijo, izberem oba dva 3D polylinea, ikono za izdelavo terena, pa poglejmo posenčeno, kako izgleda zdaj ta nastali teren. Na spodnje strani je model prazen oziroma votel. V tej fazi lahko naredimo različne stvari. Poglejmo, kako naredimo profil terena. Narisal bom 3D polyline, ki poteka nekje preko tega modela. V samem programu grem na orodje številka 2, izberem 3D polyline na teren in piknem črto, dobil sem profil. Pa ga dajmo premakniti oziroma kopirati, da bomo bolje videli, kakšen profil smo dobili. V frontalnem pogledu zdaj vidimo točno profil. Iz triangulacijskega modela lahko izdelamo, se pravi iz ploskovnega, lahko izdelamo tudi solid model terena. Pa bomo dali bazo oziroma podlogo na višino 50 enot, izbrali drugo barvo, da ne bo zelena tako kot ploskve. Izberem se ploskve oziroma triangulacijski model, počakam nekaj časa, odvisno od velikosti modela in dobim 3D solid model terena. Poglejmo ga še v senčeni obliki, se pravi 3D solid model je poln, tudi spodnje strani oziroma po celotnem volumnu. Kaj lahko zdaj dobimo? Lahko enostavno izračunamo oziroma dobimo z ukazom volume volumen tega modela. Lahko pa ga tudi zgladimo z ukazom mesh smooth. Objekt se najprej spremeni v mrežo. Dobili pa smo gladek model terena, ki ga lahko uporabimo v AutoCAD-u. No, zdaj se bomo vrnili malo nazaj. Zbrisali bomo 3D model oziroma 3D solid model terena in ponovno izdelali ploskovni model terena. Poglejmo si še dva modula. Prvi modul je statistika, se pravi, lahko dobimo osnovne podatke o samem terenu, kot so kvadratura in pa cena. Podatke shranimo v tekstualno datoteko, se pravi kvadratura terena pravokotno in pa realno in pa tudi cena celotnega terena, če smo podali ceno kvadratnega metra. No, poglejmo si še zadnji modul, to je modul točke. Če želimo nekomu prenesti, lahko prenesemo te točke kot XY
Z koordinate v tekstualni datoteki, izberemo triangulacijski model in datoteka je zapisana. Če se zdaj premaknemo v drugo risbo, recimo, da smo zdaj to majčkeno tekstualno datoteko poslali nekomu po mailu, jo importiramo v drugi risbi in uvozili smo točke, se pravi point objekte, ki jih pa lahko seveda kadarkoli s programom pretvorimo v 3D model in dobimo 3D model terena.